Lep pozdrav. Lep pozdrav vsem skupaj. Ne vem, pričakoval, da boste vsi na dopustih, da boste smučali, tako kot jaz recimo. Lep pozdrav vsem skupaj. Prav je, da ob zaključku leta 2010 se nekoliko ozremo nazaj na opravljeno delo v Državnem zboru in nekoliko pokomentiram predvsem seveda določene dogodke in dogajanja v Državnem zboru. Jaz vas ne bom obremenjeval statistikami, koliko sej smo imeli, koliko zakonov smo sprejeli in tako naprej, ker to mislim, da ste dobili v dokumentaciji in boste tako ali drugače lahko uporabili. Rekel bi samo eno stvar, Državni zbor je v tem letu bil zelo dejaven in zelo veliko zasedal. Posebej lahko rečem, jesenski čas je bil izjemno deloven, poleg rednih sej smo imeli vsaj še eno, če ne dve izredni seji, tako da se je že med posameznimi obdobji, tako da se že nekako, lahko bi rekel, ustvaril vtis, da je Državni zbor v nekem permanentnem zasedanju, za par dni prekine sejo oziroma se ne sestane, potem pa znova zaseda. V političnem smislu seveda se je veliko stvari zgodilo, nekatere stvari so se zgodile prvič v kratki zgodovini slovenskega parlamentarizma in o njih ste veliko pisali, vendar je prav, da se nekoliko ozremo nazaj na njih. Prav gotovo je ena izmed takih zadev, ki so se zgodile prvič in jaz upam, da se ne bodo ponovile, je seveda aretacija in tudi obsodba enega poslanca, Srečka Prijatelja, bil obsojen sicer še nepravnomočno. In to je dogodek, ki je vsekakor vtisnil pečat v tem smislu, da je vrgel, hočeš nočeš, slabo luč na vse poslanke in poslance in jih na nek način potencialno, predvsem v očeh in v jezikih nekoliko bolj zlobnih spremljevalcev tega dogajanja, saj potencialno kriminaliziral. Najprej treba reči to, da Srečko Prijatelj še ni pravnomočno obsojen. V tem smislu je za nas seveda v tem smislu nedolžen, dokler ni pravnomočno obsojen. Želimo pa, da bi seveda se ti postopki končali čim prej. Saj jaz osebno si to želim, pričakujem, kajti stanje, v katerem pravzaprav skoraj 3/4 leta nimamo enega poslanca v parlamentu, ni dobro. Ne gre za to, da parlament ne bi mogel zasedati, če en poslanc manjka. Konec koncev, kot veste, je udeležba pri glasovanjih tam okoli 80 poslancev, mogoče kakšen več, kakšen manj. In odsotnost enega poslanca v tem smislu ni problematična. Državni zbor zaradi tega ravno tako lahko opravlja svoje delo. Je pa seveda ta odsotnost problem ali pa zbuja dvome v tistem trenutku, ko seveda lahko gre za zelo tesne odločitve med koalicijo in opozicijo. Tedaj je opoziciji, v tem primeru manjka en glas. In nekaj glasovanja je že bilo takih, kjer je bilo zelo majhna razlika v glasovanju, celo en glas. V tem primeru seveda bi lahko rekli, da odsotnost poslanca lahko potencialno vpliva na izide glasovanja. Zato pričakujemo, da bo ta problem rešen v tem smislu, da bo seveda sodišče svojo delo opravilo čim prej in na ta način seveda omogočilo en ali drugi shod, ali da se vrne v parlament, ali pa seveda, da bo mandat po zakonu, tako kot je predvideno, preneha. Vsekakor pričakujemo, da se bo to zgodilo čim prej z vidika, lahko bi rekel, dela parlamenta samega. Druga takšna zadeva, ki se je zgodila prvič v tej obliki in upam, da tudi zadnjič, je seveda znameniti napad na parlament ob sprejemanju zakona o malem delu. Tu so moje stališča znana, ne bom jih preveč ponavljal. Po mojem oceni tedanje dogajanje pred parlamentom niso bile nikakršne demonstracije ali izražanje protestov, ampak se je pred parlamentom zgodilo samo nasilje. Samo nasilje, kocke, ki so letele v parlament,
Sicer fasade niso pretirano poškodovale, razbile so nekaj oken, vendar še večji problem od tega je bil to, da te kocke pravega sporočila niso imele, razen besa. Sami so lahko slišali tedanje nasilneže, ki so metali kamenje, da čakajo, da se bo pokazal en pahor, se pravi so zamenjali institucije in mislim, da bi to nasilje pred državnim zborom inscenirano, predvsem strani tistih organizacij in podjetniških skupin, recimo servisov, ki jih ta zakon o malem delu prizadeva. Upam, da se bodo te stvari razčistile in da bomo dobili še bolj jasno sliko, čeprav mislim, da je vsakom od nas to bolj in manj jasno. Razen kolegov dr. Gorenakov, ki kot veste je potencialno pri soorganizatorstvu tudi meni, ampak sem ga mogel opozoriti, da sem jaz organiziral 20 in več let nazaj veliko demonstracij, ampak če bi jih jaz organiziral, bi bile boljše, kot so bile te pred parlamentom. Druga zadeva, tretja zadeva, ki je seveda slab ugled parlamenta. Ta zadeva je kompleksna in parlament je eminentno politično telo, zakonodajno in politično telo in je ta ugled parlamenta, slab ugled parlamenta sovpada s splošno razgradnjo ugleda politike kot javne sfere in političnih strank, vlade in tako naprej. Povezan je v veliki meri z nezadovoljstvom, ki ga sproža gospodarska kriza, predvsem pa pričakovanja ljudi, ki se zaradi gospodarske krize ne morejo realizirati, saj ne zdaj in ne v takšni meri, kot bi pričakovali. Sam ocenjujem, da parlament deluje razmeroma normalno, da so razprave, da je večina razprav v parlamentu popolnoma normalnih, če smem reči, da so znotraj, sicer lahko polemične, vendar znotraj popolnoma sprejemljivih okvirov nekega javnega argumentiranja, diskusij in polemik. Tu in tam seveda doživimo kakšen izpad, verbalni napad ali če hočete sovražni govor, ki pa potem vrže luč na celoto. Če gledate in sprejemate sejo v celoti, boste videli, da je v 99% govor popolnoma normalen, oziroma znotraj nekih meja, da pa je recimo v 1% ali pa ena izjava, en sam stavek, še manj kot 1%, pa takšen, ki potem seveda vzburi ljudi, medije in tako naprej. To poskušamo seveda preprečiti, vendar se tega preprečiti v celoti ne da. Ne moreš nekomu vzeti besede s tem, da bi rekel, domnevam, da boš uporabil napačne besede, domnevaš, da boš nekoga žalil, ne morem, torej odzel ti bom besedo naprej. Besedo lahko vzameš samo v tistem trenutku, ko je izrečena, pa je neka vrsta te škode že storjena. Sam seveda mislim, da so neposredni prenosi zasedanj parlamenta zelo dobri, ker se ljudje lahko v celoti informirajo o stvarih, ki se v parlamentu dogajajo, o diskusijah, razpravah. Seveda pa hkrati tudi razgalijo, lahko bi rekel, tiste negativne stvari, ki se pač v parlamentu lahko zgodijo, kot je neumestna ali pa nizka polemika na nizki ravni ali karkoli podobnega. Mislim, da se vse premalo zavedamo tega, da ko smo se pred 20 leti odločili za demokracijo in za samostojno državo, da smo se morali odločiti za parlament, ki tudi razpravlja, v katerem se ljudje tudi skregajo. In prav je, da se skregajo poslanke in poslanci v določenih vprašanjih, to je vsekakor bolje, kot da se to dogaja v obliki nasilja in nasilj na ulicah. In ta slovenski parlament v tem pogledu, tako kot poznam druge parlamente, ni v ničemer nekaj boljši in nekaj slabši. Pač zelo običajen evropski parlament. Sam bi ocenil, da je parlament opravil veliko delo z dvema, predvsem bi jo izpostavil vendarle dva zakona, to je zakon o malem delu. Ta zakon o malem delu po mojem mnenju nakazuje
poleg tega, kar ureja, vendarle pristop k širšim in bolj globalnim reformam na trgu dela, ki bodo omogočile več in raznovrstno priložnosti in možnosti za zaposlitev v vseh življenjskih obdobjih, od mladih do srednjih in seveda starejših let, in pa seveda zakon o invalidskem in pokojninskem zavarovanju, ki ga je parlament tudi spravil skozi, s tem, da je odpravil veto, seveda ga pa čaka tako kot zakon o malem delu tudi referendum. Oba zakona sta pasirala državni zbor na koncu z več kot 46 glasovi, kar je pomemben dosežek. Predvsem bi omenil zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je pač bil sprejet tudi s pomočjo ali pa zavestno opredelitvijo ene od opozicijskih strank, to je Slovenske ljudske stranke, ki je zakon podprla, potem ko so bili 4 ali 5 njihovih predlogov pomembnih uresničenih. Seveda, ko sem rekel, oba zakona še čakata na referendum, če bo do njega prišli predvsem pri pokojninskem referendumu, sem prepričan, da ga je možno dobiti, če bi do njega prišlo, da je možno imeti kampanjo in akcijo, s katero treba pokazati, da če ta zakon ne bo sprejet, bo slabše za vse. Najprej pa za tiste, ki so danes upokojeni, in za tiste, ki so tik pred upokojitvijo po novem zakonu. In vsakršna druga reforma, ki bi bila zdaj odložena in bi se zgodila čez 4 leta, prej se skoraj da ne more, bo bistveno bolj boleča in bo zahtevala in terjala bistveno večja odrekanja, če že hočete, od tistih, ki bo pač, na kateri se bo nanašala. Predvsem bi tu rekel tudi to, da je sporočilo tega zakona zelo preprosto, in to je, da živimo dlje in da bomo morali v načelu delati približno 3 leta dlje, zato da bi ohranjali, da bi imeli približno enako ali celo nekoliko boljšo pokojnino. S tem se bo tej družbi treba sprijazniti, ne glede na krizo, ker je to ni problem krize, ampak je problem seveda demografskih sprememb. Drugač bi še seveda omenil to, da se je parlament v letošnjem letu veliko ukvarjal tudi z odstopi ministrov, predvsem pa z imenovanji novih ministrov. Kot veste, so odstopili Erjavec, torej Karel Erjavec, Milan Pogačnik, Borut Miklavčič, Matej Lahovnik in zdaj na koncu tudi gospod Györkös, se pravi kar 5 ministrov v letošnjem letu je zapustilo službe in 4 so novi in 5. pa bo prišel verjetno po novem letu. Ukvarjali smo se skok s 3 interpelacijami, od katerih so bili izvedene 2. Interpelacijo zoper gospod Katarina Kresal, ministrico Kresalovo in ministra Lukšiča. Vložena je bila tudi interpelacija zoper dr. Milana Pogačnika, ki pa ni bila izvedena zaradi njegovega odstopa. Sam bi še omenil to, da je v organiziranju poslanskih skupin prišlo do spremembe. Kot veste, se je oblikovala skupina nepovezanih poslancev, ki že dejavno sodeluje v delu kolegija. In je pač nova poslanska skupina. Hkrati bi pa tudi ocenil, da se je sodelovanje na kolegiju, potem ko je bilo nekaj časa zelo, ali pa precej napeto, da se je v zadnjem času umirilo, da imamo manj sporov tudi na kolegiju in da lahko lažje prihajamo do dogovorov za izvedbo posameznih sej, določitev točk dnevnega reda in vseh teh stvari, ki se delajo na kolegiju. Omenil bi še delo Ustavne komisije, ki predsedujem. Ustavna komisija samega sklepa o začetku postopka ustavnih sprememb še ni sprejela. Jasno je, da bo to zelo odvisno od tega, koliko strank iz opozicije ali posameznikov iz opozicije bo pripravljeno te ustavne spremembe podpreti. V tem trenutku še delamo dodatna strokovna mnenja v zvezi z
eno od določb teh ustavnih sprememb, ki se nanašajo na arbitrarnost postopkov oziroma na arbitrarnost sprejemanja ali nesprejemanja vlog, ne, in obravnavanja vlog na ustavnem sodišču. Od tega je verjetno odvisna močno podpora Slovenske ljudske stranke. Hkrati pa smo na zadnjem seji seveda vendarle videli neko slabotno luč tudi v določenih stališčih Slovenske demokratske stranke, ki ne zanikajo možnosti sprememb, predvsem ki se nanašajo recimo na to, da bi vendarle mogoče iz ustavnega sodišča izločilo pristojnost do presoja ustavnosti prostorskih aktov, ne, in še nekatere druge stvari. Tako da jaz pričakujem, da bomo po nekih usklajevanjih prišli do nekega predloga ustavnih sprememb, ki ga bo smiselno podpreti in ki bo pomenil neko določen napredek. Da ne bi bil predolg, je to. In sem vam na razpolago za vprašanje. Skratka, to je v parlamentu, bi lahko rekel, da je bilo to leto burnega življenja in pričakujem, da bo enako burno tudi v naslednjem letu. Prosim. Samo trpnik iz večera. Najprej 3 vprašanja imam. Prvo me zanima, kako vi razmišljate o tem, govori se, minister Svetlik govori, da bi to pokojninsko reformo dal, oziroma pobudo referendumsko zahtevo za pokojninsko reformo dal na ustavno sodišče. In tukaj zanima vaše mnenje, če bi šlo to za ustavno presojo smiselno. Potem drugo vprašanje me zanima, kako gledate na te zadnje dogodke v koaliciji. Je prav, da Desus vztraja v vladi, ali bi morali poiskati zavezništvo med nepovezanimi poslanci? In tretje vprašanje, kako v celoti gledate na delovanje koalicije? Gaspar je že omenil nekako, da je razočaran na to vlado, Tirk, predsednik, je dejal, da vlada ni dobro vodena. Pa me zanima, če z njima delite mnenje oziroma kakšno je vaše mnenje v koaliciji? Najprej glede pobude, da se zahteva oziroma referendum v malem delu, da se obravnava njegova dopustnost na ustavnem sodišču, o pokojninski reformi. Ja, to bo zelo zanimivo vprašanje, ne. Ključna zadeva, ki je ta, da je treba dokazati, lahko bi rekli, da bi uveljavitev zakona povzročila protiustavne oziroma neustavne posledice, ne. Da bi napaden en izmed temeljnih načel slovenske ustave, ne, ali enakost pred zakonom, ali dejstvo, da bi, ne vem, bil omajen sistem solidarnosti, pomoči Slovenije socialna država, ne, preko razpada javnih financ in tako naprej. Če se to uspe dokazati s številkami tudi, potem ima takšna pobuda oziroma zahteva, da se presodi o ustavnosti predlaganega referenduma smiselna, ne more pa minister Svetlik tega predlagati. To lahko predlaga parlament, ne. To pomeni, da bo minister Svetlik oziroma vlada, da bosta morala prepričati koalicijske poslance, ne, da bodo takšno pobudo uvrstili na sejo državnega zbora in jo potem tudi posredovali ustavnemu sodišču, ne. Vsakor je od narave pravne argumentacije izjemno pomembno, ali bi ustavno sodišče potem takšen referendum lahko prepovedalo ali ne. Prav, dokazati protiustavne posledice, s tem, da se pač napada neke temeljne načela. Slovenija je pravna država, Slovenija je socialna država, načelo enakega obravnavanja vseh in tako naprej, ne. To je ključna zadeva, ne. Možno to še nekaj, ker Prosim. Se stvar nanaša. Parlament lahko presojo ustavnega sodišča zahteva še predno vi razpišete zbiranje podpisov. In se s tem ustavi to zbiranje podpisov, ta možnost obstaja. Ali je to v načrtu, to pa je odvisno tajminga. Ja, zdaj je tako, ne, če do 30. decembra, se pravi čez nekaj dni, ne bo neke zahteve poslancev za razpis referenduma, ne, ki jih vloži 30 poslancev, potem seveda je ponovno aktivna pobuda 2500 državljanov, v resnici jih je precej več, ne, za to, da pač
jim omogočim zbiranje 40 tisoč podpisov v 35 dneh. Če bo ta zadeva 30. aktivna, potem bom jaz, mislim, da 31. razpisal rok za zbiranje podpisov. Predlagatelji predlagajo, da bi bil ta rok 3. januar. Ne? Jaz se bom mogel še v teh dneh posvetovati malo strokovnimi službami, tudi z upravnimi enotami, ker če to razpišem v četrtek ali petek, začne pa se zbiranje podpisov v ponedeljek, prvi dan po praznikih, ne? Ali bodo upravne enote res pripravljene, ne? Ali ne mara, ne glede na to, da oni predlagajo 3. januar, vendar le kaže predstaviti na 4. ali 5. Če bo to potrebno, sicer pa 3. januar. In seveda, ni za pričakovati, da bi državni zbor lahko 3. januarja razpravljal o takšni pobudi vlade ali ministra Svetlika in da bi bil začetek zbiranja podpisov odložen. Prej je verjetno, če bo do tega prišlo, da bo državni zbor to obravnaval enkrat v nekem času 10 dni po novem letu in če bo takšna pobuda sprejeta, se bo v tistem trenutku seveda ustavilo zbiranje podpisov. Ne. Se razumemo, če bi to recimo storili naslednji petek, ne, bi se do petka zbirali podpisi, potem pa bi bilo to ustavljeno do odločitve Ustavnega sodišča. Ne. Možno. V tem primeru najbrž Ustavno sodišče lahko ustavi, ne? Ne, jaz mislim, da torej, ustavim sam. Ja, sam. In obvestim jih, da je zaenkrat ustavljeno zbiranje podpisov do odločitve Ustavnega sodišča. Saj jaz vendarle ne morem vedeti, ali bo sploh takšna pobuda vložena v parlament, oziroma jo poslanci vložili in če bo tudi sprejeta. Ne? Tako da je to. Sicer pa se bo začelo zbiranje podpisov razmeroma hitro. Ne? Drugo vprašanje, ki so postavili, se je nanašalo na delovanje vlade. Ne? Delovanje vlade pa Desus ali nepovezani poslanci. Zdaj, ta vlada deluje od vsega začetka, lahko bi rekel, kaj ćemo reči, nekako nesinhrono bi lahko rekel. Ne? Vsakor ministri, ki nastopajo, ki so v tej vladi, ne bi mogli tekmovati na kakšnem prireditvi na temo sinhronega plavanja, to je gotovo. Ne? Delujejo nesinhrono, veliko je prepirčkov, veliko stvari pride ven, hote ali ne hote. To je takovana, jaz se imenujem, prepirljiva vlada. Ne? Vlada, ki dela in se več čas prepira. Ne? In javnost, mediji se pač to komentirajo. Ne. Ta vlada je ne glede na to, da je prepirljiva, vendarle nekatere temeljne stvari in dobre stvari izpeljala, ki so jih marsikatere druge vlade nakazovale, napovedovale, pa jih niso naredile. Ne. Sprejela je celo vrsto takovanih zakonov, ki so oblažile krizo. Mi nikoli ne bomo dobro vedeli, koliko delovnih mest smo rešili. Ne. Vemo, koliko smo jih kljub krizi izgubili, ne bomo pa mogli natančno vedeti, koliko smo jih rešili. Ne to, da so recimo v prvem letu krize naročila iz tujine padla od 15 do 40% za slovensko industrijo. Ne? In v tej zgodbi je jasno, da je bilo treba spostaviti varovalne mreže in vlada, ki je postavila, in mislim, da je to vendarle dobro delo pri tem opravlja. Jaz jo ocenujem v tem pogledu bistveno boljše kot marsikdo drug, ki je mogoče bolj površen opazovalec. Hkrati je sprejela in spravila skozi pokojninsko reformo, zakon o malem delu, ki sem ga že omenil, arbitražni sporazum, nekaj, s čimer so se vse vlade hvalile, ali pa si zadale za cilj, da bo to rešile nek odprtje te zgodbe in rešitev, vendar se ni zgodila in ta arbitražni sporazum, če upoštevamo depeše Wikileaksa, tisto, kar smo izvedeli do zdaj, ne vemo še, kaj bomo izvedeli, je vendarle kažejo, slovensko vlado v neki drugi luči, ne pa vladi nekega narodnega izdajstva, o katerem govorijo nekateri. Skratka, ta vlada je naredila veliko in se obenem, ko je to delala, še prepirala, se pravi, bila zelo delovna. Tako da tu ne vidim nekih večjih problemov. Koalicija Demos. Zdaj, če vzamete
te učbenike, bi rekel, iz političnih sistemov in demokracije in tako naprej in praktikume vladanja, ne, kot bi temu rekli, ne, je noter ta položaj opisan kristalno jasen. Vlada, politična stranka, ki glasuje proti proračunu, ne, nima kaj iskati v vladi. Ključni je proračun. Politična stranka, ki glasuje proti temeljnim zakonom, nima kaj iskati v vladi. Vprašanje časti je, ali greš ven ali ne greš ven. Zdaj se malo drugače in te politične praktikume in knjige zapremo, ne. Če bi se to zgodilo v Angliji, jasno, vlada, mislim, koalicijska stranka tako gre ven, v tem primeru zdaj, ne, ali pa kjerkoli druge. V Sloveniji se to ne zgodi, ne. Strajam, sem proti nekaj, recimo, pri proračunu je tako, ne, ta koalicijska stranka ni podprla proračuna, ki ga za svoje delo potrebujejo prav ministri, ki jih je ona predlagala vladi, ne, recimo, minister za lokalno samoupravo, do zdaj gospod Gerkeš, potem minister za okolje in prostor, gospod Žarnič, ne, da ne govorim zdaj o svetniku, ki ga res težko štejemo za njihovega ministra, ne. In je torej malo nenavadno, ne, da se zavrne proračun, ki omogoča delo prav tudi njihovih ministrov, ne. Vendar, kot sem rekel, politični praktikum, tekst, te učbeniki iz političnega sistema in demokracije v Sloveniji pač ne veljajo. Tako da je to pač predvsem vloga vlade. Moje mnenje je, da bomo še naprej imeli opravka z neko nestabilno koalicijo, pri čemer bo ta nestabilnost predvsem povezana z vlogo Desusa, in da bi moral, po mojem mnenju, predsednik vlade jasno se dogovoriti in tudi po mojem formalno podpisati, če se to da, koalicijski sporazum z nepovezanimi poslanci in ob posameznih pomembnih projektih iskati širšo podporo. Ob posameznem projektu, recimo, kot je bila pokojninska reforma, se je ta širša podpora dobila. Tudi jaz mislim, da v nekaterih primerih je mogoče dobiti tudi določeno podporo Slovenske demokratske stranke, če se pač o tem lahko kaj dogovori, ne. Tako da moje mnenje je, da na stranko, ki je pri ključnih zadevah odpovedala, ni mogoče tudi naprej računati pri ključnih zadevah. Kaj bo pa to, ali bo predsednik vlade potegnil potezo formalno ali ne, je pa seveda drugo vprašanje, ne. Odvisno od mnogih taktičnih in drugih zadev. Vsekakor pa se v tem smislu lahko malo zakomplicira življenje v parlamentu, ko je treba pravzaprav za vsak malo bolj pomemben projekt seštevati in preštevati glasove, ali imamo najprej glasove v tistem, čemer se imenuje koalicija, in koliko je treba skušati pritegniti na svojo stran tudi še druge poslance. Se pravi, to je to. Po drugi strani pa se predsedniku vlade, čeprav razumem, tudi odreka pravica do izbire ministra, ne? Če sem prav razumel predsednika vlade, predsednika stranke Desus, pogojuje imenovanje prav konkretne osebe, ali predlog prav konkretne osebe za ministrico brez listnice za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, pogojuje prav on z neko konkretno osebo, ne? Do zdaj je vedno veljalo, da je imel predsednik vlade izbiro, ne, koga imenuje na neko mesto, ne. Če je neko mesto pripadla, recimo, ne vem, Zaresu, ne, je predsednik vlade imel izbiro, da rekel, tega kandidata, ki mi ga Zares predlaga, ne bi sprejel, prosim, predlagajte mi drugega, ne. Ja, ne, to je bilo, to pravico izbire vedno predsednik vlade ima, ne. Dal sem primer Zaresa zato, ker sem pač te stranke, lahko bi dal primer SD ali Desus ali kogarkoli, ne. Popolnoma vseeno, Drnovšek je to uporabljal. Tudi, kot vem, predsednik vlade Pahor, vendar vseh stvari niso prišle na dan, se vendar je prav, da ne, ker gre za osebne stvari, za ljudi, če nekoga nočeš v vladi, potem še to ne pomeni, da je ta človek, ne vem, slab ali karkoli, ampak in tako naprej. Se pravi,
odrekati pravico predsedniku vlade, da izbira med možnimi potencialnimi kandidati ene stranke za ministrsko mesto, je po mojem nekorektno in samo načenja koalicijo. Še kakšno vprašanje? Mogoče samo što, kaj se želite v novem letu, verjetno kaj manj napadov na parlament, pa manj zaprtih poslancev, ali pa še kakšno? Jaz mislim, da si prvič jaz ne bi govoril v množini, ne? Za poslanec, ki je sojen en sam, ne? In zato tudi verjamem, da se v letu 2000 ednina ne bo spremenila v množino, ne? In torej tudi jaz ne bom si tega želel. Želim si čisto druge stvari, ne? In predvsem pa tudi ne želim si kaj menj napadov, ker je bil en sam, ne? In tudi še želim, pričakujem, ne želim, da se tudi tu ne bo ednina v množino spremenila. Kaj si pa želim, ne, pa ne bom nobenem povedal. Če lahko samo že drugo leto spominjam, da ste tudi varna hiša. Na področju otrok je narejenih precej navideznih reči, realnih pa zelo malo. In ena izmed teh navideznih reči je tudi varna hiša Državnega zbora. A boste dal kakšno poročilo, mogoče že lansko leto sem predlagal, da si pridobite kaj o tem, kako to deluje? Ja ne, mi smo imeli, mi imamo, kaj smo imeli lansko leto smo imeli en primer. Ja, to je bilo že lansko, tega smo že. Ja, lejte, kaj čem reči, ne, ta parlament je še vedno varna hiša, možno zateka, mi tega ne oglašujemo, ne vem, zatičiče ne oglašujemo, ker je tudi druge, ne. Sam vem, da je recimo, kaj sem, da so določeni druge inštitucije, tudi varne hiše in da imajo nekaj več obiska, verjetno si mladostniki, ki pač želijo uporabiti to vrsto izhoda, izberejo kakšno drugo opcijo prej kot Državni zbor, dobro. Ga ne precipirajo tako močno v tej luči, ne. Ampak kljub vsemu ta opcija je tu in upamo, ne, da se bo čim manjkrat uporabila, ne, nasploh. Ja, enkrat se je, ne. Ja. Prosim, a menite, da je res toliko malo te problematike? Ne, jaz mislim, da jo je, ampak da so druge varne hiše z tega pogleda bolj privlačne, no? Bolj, ne vem, ali dostopne, da je Državni zbor neka inštitucija, ki mogoče ni v toku zavesti mladostnikov, da je prav ona varna hiša, ampak kljub vsemu je, ne. Jaz tu, ne vem, oglaševati varno hišo in znam si predstavljati, kako bi jo, hoditi med mladostniki pa povedati, če vam je kaj narobe, pridite k nam, tudi ne. Torej, vsako je odprta, je dana možnost, vendar mislim, da v tem primeru je pač, so nekatere druge inštitucije bolj naravne za te stvari, no. Ampak temu dejstvu, da smo varna hiša, se kljub vsemu ne bomo odpovedali. Ne morem kaj, ne moram jaz priganjati ljudi, naj se zadeče varno hišo, razumete? Eno odgovornost do otrok iz najvišjih nivojev. Ampak ja, ravno to smo pokazali z možnostjo, da to je. Konec koncev smo letos imeli ogromno zadev, ki so vezane na mlado publiko. Od mladostnikov, od otrok pa do dijakov in študentov. Imeli smo, ne vem, seveda jasno otroški parlament. Potem smo imeli prireditev ob 6. decembra simulacijo, pa ne vem kaj še, kup nekih zadev smo gostili v Državnem zboru in to celo v dvorani, veliki dvorani, se pravi, na tem simbolnem mestu, kjer smo mladim dajali priložnost in jaz večkrat ne pozabimo omeniti, pravzaprav, da je ta politična socializacija, ne, v demokracijo in parlament zelo pomembna za mlade in to poslušamo delati na različne načine. Zelo veliko smo imeli mladih in otrok v tem parlamentu letos. Izjemno veliko dogodkov in dogajanja. Še, jaz mislim, da največ v času obstoja tega parlamenta, no, od leta 1990. Otroški parlament, ne otročji parlament, ne, da se ja, tudi vse to, če dovolite, ne, dajte si enkrat pojete pogledati tudi blizu ta otroški parlament. Toliko se hvalite z njim, je pa čist med. To ni otroški parlament, to je tršični parlament. Tle otroci nimajo ene besede.
razen da ponavljajo Trošice. Vi tega ne vidite. Jaz sem bil v zadnji, na sestankih. Tle ni besede otrok. Verjemite mi. In to deluje kot izremen projekt za otroke. Proti otrokom je nastrojen, ker se prodajajo nova in nova dognanja starih tovarišic. Ja, lejte, jaz se ne strinjam z vami. Jaz se ne strinjam z vami. Tega ne gleda, kdo bi to lahko pogledal? Ja, lejte, jaz se ne strinjam z vami. No. Jaz moram reči, seveda, tle gre za starostnike v zelo zgodni tej dobi socializacijski, ne, če smem reči. In preprosto je to pač vaša sodba, jaz se z vami ne delim. Gospod predsednik, oprostite, imam posneto, kako otrok predlaga temo, pa je zavrnjena, ker je določena strani republike, kaj se bo letos dogovarjalo, ne strani otrok. Ja. To samo obrok. Ja, jaz ne vem, jaz tega ne vem, ampak otroški parlament seveda ni ključna tema, tudi za naše tiskovne konference, to bi rad opozoril. Za nas je to priložnost, da damo tem, ki to organizirajo, možnost, da so tu, da pač naredijo nek korak, ali je ta korak super ali manj super ali sploh ni, o tem se jaz ne bom ne mislim pogovarjati in razpravljati o tem, lahko imate drugačno mnenje, ampak jaz bom vendar rekel, da priložnost je tu, kako, da so učiteljice, učitelji, ne, različnih baž in vrst, to vemo vsi, ne, in da se to po mojem izraža tudi skozi ta otroški parlament in skozi otroke same. Kaj ćemo reči, ne? Lahko samo rečemo, zato, ker je ena Tovarišica zavrnila eno temo, ki je eno otrok predlagal, bomo pa zdaj to ukinili, to pa ne bomo naredili. Prosim. To niti ni vprašanje, jaz bi se res zahvalil za eno stvar, ki letos je nastala, končno v tem parlamentu delujejo vadle za novinarje, bi pa prosil, če je možno to razširiti tudi državni svet, ker še vedno bi to se bomo pa še pogovoriti, ja. Ja, to se bomo pa še pogovoriti. Če lahko v letu 2011 po vašem mnenju pričakujemo ločitev funkcije župana in poslanca. Ja, to si želim, eto. Tega vam prej nisem hotel povedati. Točno. Dobro, potem. Ja, seveda želim vam res srečno, uspešno in zadovoljno leto 2011. Ne. Zdaj, ali hočete več burnih dogodkov, ali hočete manj burnih dogodkov, to je od vas odvisno, jaz upam, da jih bo manj, ne. Ampak vem pa, da je za vas bolje, če jih je več. Ne. Vsekakor vam želim prijetno leto, se vam srečevali skozi leto in dan. Hvala lepa. Thank you.